Zdravo, moje ime je Jan in to je 9. del Excela za začetnike. Danes si bomo bolj podrobno ogledali funkcijo count, zraven nje pa spada še funkcija count blank in count a. Te funkcije nam štejejo celice, v katerih se nekaj nahaja. Datoteko, s katero bomo delali, si lahko prenesete iz Google Drive-a, link pa je spodaj v informacijah. Pa začnimo na delovnem listu telovadba. Na levi imamo podan dan v tednu, ponedeljek, torek, sreda, na desni pa imamo izpisano število minut, ko smo telovadili. Tokrat nas ne zanima povprečen čas telovadbe ali pa koliko smo največkrat telovadili. Zanima me, koliko krat smo telovadili. Pa se postavimo v celico H3 in kot za vse funkcije napišemo znak je enako, count in vidimo v opisu, da funkcija count prešteje celice, v katerih se nahajajo številke. Dopišemo še oklepaj in si odprimo pogovorno okno za pomoč. V polje vrednost 1 s klikom označimo območje števila minut. Nato kliknemo v redu. Dalo nam je rezultat 5, torej pogledalo je to območje in ugotovilo, da se v 5 celicah nahajajo številke. In če preštejemo 1, 2, 3, 4, 5, je to res. Glede na to, da funkcija count šteje samo številke, če vpišemo v to območje, ki ga gleda, recimo črko N kot nič, tega ne bo štelo. Če pa vpišemo številko 5, pa bo dodalo eno vadbo, pa zbrišimo petko. Število dni, glede na to, da je teden, je enostavno določiti, torej 7, ampak bomo zato uporabili funkcijo. Funkcijo count a. Count a pa, kot nam pove opis, prešteje neprazne vrednosti, torej vse celice, kjer se nahaja nekaj notri. Tokrat brez pogovornega okna označimo vse celice od A3 do A9 in kliknemo Enter. Dobimo, da je od teh 7 celic, ki smo jih označili, polnih 7 celic. Če zdaj iz našega telovadnega režima odstranimo sredo, recimo, bomo dobili, da je število dni, ko vadimo, samo 6. Pa napišemo nazaj sreda. Število dni brez vadbe bi lahko izračunali tako, da odštejemo število dni, ki jih gledamo, in pa število vadb. Dobimo 2. Ampak seveda obstaja bolj elegantna rešitev. Pa pišemo count blank in oklepaj. Count blank funkcija pa pogleda območje in prešteje, koliko celic je popolnoma praznih. Pa označimo področje števila minut od B3 pa do B9. Če zdaj dodamo 5 minut v sredo, se spremeni število dni brez vadbe in pa število vadb. Gremo zdaj na delovni list plačniki in ponovimo znanje funkcije count v malo drugačnem scenariju. Tu imamo seznam ljudi, ki nam morajo nekaj plačati. Tukaj pa znesek, ki so ga plačali. Torej, ta prazna polja pomenijo, da še nam niso plačali in nam dolgujejo. Zanima me, koliko je vseh naših strank, koliko imamo plačnikov in koliko neplačnikov. Postavimo se v celico E2 in napišemo vanjo count, ker bomo gledali stolpec A in če se v njej nahaja kakšna vrednost, bomo uporabili funkcijo count A, ki bo pogledal, če je kaj v celici napisano. Ker pa bomo ta seznam dopolnjevali z novimi strankami, ne bomo klasično označili območja, ampak se bomo postavili tu pri črki A in bomo označili kar ves stolpec in pritisnili Enter. Vidimo, da je torej vseh naših plačnikov in neplačnikov 18. Plačnik pa je tisti, ki ima v stolpcu B napisano vrednost, ki jo je odplačal. Torej bomo gledali samo celice, v katerih se nahajajo številke. Torej bomo uporabili funkcijo count. In bomo spet označili celoten stolpec. Plačnikov je torej 14. Neplačnike pa bi lahko kot prej izračunali z funkcijo count blank in označili ves stolpec, vendar naletimo na en problem. Neplačnikov seveda ni toliko, kaj se je zgodilo. Označili smo, da gleda ves stolpec. Tu je prazna celica, tu je prazna celica, tu, ampak prazne celice so tudi pod tem stolpcem. Zato ta naš izračun ni pravilen. Število neplačnikov bomo torej izračunali tako, če želimo seznam dopolnjevati, pa bomo število vseh odšteli z število plačnikov in dobili pravilen rezultat. Če zdaj dodamo novo osebo, recimo Jan,
se posodobi število plačnikov in pa neplačnikov. Sem še neplačnik. Če zdaj dam notri 10 evrov, se posodobi število plačnikov in pa neplačnikov spet. Tako to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v tem videu in upam, da vam bo to znanje koristilo. Naslednjič pa imamo preverjanje znanja. Če se še niste naročili na kanal, bi to bil super čas, da to storite in pa lajkajte mojo Facebook stran Office Tečaji.